spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, gospod Tomaž Vovko, doktor medicine, specialist infektologije in intenzivne medicine, ljubljanski nadškof in metropolit, monsignor Stanislav Zore, ekipa UKOM-a, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Danes zjutraj sem bil gost jutranjega programa TV Slovenije v oddaji Dobro jutro. Na vprašanje voditeljice, naj povem kaj lepega, sem odgovoril, da nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše. Odgovoriti pa bi moral, da bo še slabše, če ukrepi ne bodo prijeli. Prijeli pa bodo takrat, in ko bomo vsi razumeli, da samo vsak od nas in vsi skupaj lahko obrnemo krivuljo naraščanja okužb navzdol. Zato se upanju, da danes končno vsi razumemo, da le skupaj lahko zmoremo ta nujno potrebni preobrat. Vsem opravičujem za tako sporočilo in tako primerjavo, a brez sodelovanja prav vseh smo tudi skupaj nemočni. Ni trenutek za razpravo, kaj vse bi lahko storili drugače, ali odločili že prej, ali pa šele čez nekaj dni. Če tega ne bomo razumeli danes, bo zelo slabo, predvsem pa bo slabše, kot je bilo še včeraj. Danes je bolje, kot bo jutri. A vseeno ponavljam še enkrat. Verjamem, da to zmoremo, vem, da to znamo, zato vas prosim, da nam v nadaljevanju pozorno prisluhnete. Voditelji Evropske unije, držav članic Evropske unije, ta hip zasedajo v Bruslju. Imajo svoj dnevni red, ampak osrednja tema je samo ena, to je COVID. Pogovarjajo se o COVID-u, kaj lahko storimo skupaj. In zato poglejmo, kaj mi lahko storimo pri nas. Navkljub nekoliko manjšemu številu opravljenih testiranj kot v sredo, podatki ostajajo slabi. Ob opravljenih 5126 testih je bilo včeraj ugotovljenih kar 834 novih primerov okužbe s COVID-19. Delež pozitivnih testov je tokrat znašal že 16%, kar je najvišji delež doslej. Včeraj je bilo iz bolnišnic odpuščenih 9 pacientov. Bolnišnično oskrbo pa je vseeno potrebovalo kar 242 oseb. Od tega jih je 45 potrebovalo intenzivno nego. 4 osebe so umrle. Zdaj bomo pogledali nekaj grafov, ki govorijo o tem, kakšne so razmere pri nas in okrog nas. V sosednji Madžarski imamo incidenco te dni 147,64. Ponavljam, 147,64. Mislim, da je graf na zaslonu in ga vsi lahko vidite. Druga soseda je naša soseda Hrvaška. V zadnjih dnevih jim incidenca strmo narašča. Kazalo je že, da se umirja, ampak se narašča. Poglejmo še njihovo incidenco na 14 dni. Naslednji graf, prosim. To je Avstrija, se upravičujem. Malo se mi rosijo očala, pa ne morem prebrati. Dobro, 148,49 je incidenca v tem trenutku v sosednji Avstriji. Gremo naprej. V Italiji je incidenca 99,82. Nekoliko bolje, vsekakor bolje kot pri nas. Gremo na naslednjega. Še pogledamo, kako to izgleda po posameznih italijanskih deželah. Dežela Veneto je na 115 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v 14-dnevnem obdobju. V Lombardiji je situacija nekoliko boljša, 149 okuženih
In poglejmo še Furlanijo Julijsko krajino. Tukaj so razmere relativno boljše, ampak vidite, da vseeno narašča in to strmo. In zdaj pogledamo, kakšne so razmere pri nas. Z današnjimi številkami smo zlezli na 257,21 okuženih na 100.000 prebivalcev. Je to zadnji graf? No. Stanje v bolnišnicah pri nas pa nam bo danes predstavil gospod Tomaž Vovko, nov obraz med našimi gosti, doktor medicine, specialist infektologije in intenzivne medicine na UKC v Ljubljani. Prihaja neposredno iz intenzive. Prosim. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Tomaž Vovko, hvala za povabilo. Bi povedal nekaj besed o tem, kakšna je situacija trenutno na naši kliniki, kje smo. Razumem, da se vsak dan ponavljajo te številke, ki se slabšajo. Razumem, da same številke nekomu ne pomenijo nekaj veliko, tudi število umrlih po svoje, tak svet je žal je, ker dejansko številka 4 pomeni 4 ljudi, ki jih ne poznam. Vam pa bi zato dejansko rad povedal, kakšne dejansko so naše razmere, kje smo sedaj. Trenutno na naši intenzivni enoti v Ljubljani zdravimo 20 bolnikov, v bolnišnici dodatnih 40 bolnikov, to pa naši bolnišnici od skupno 45, to ste slišali. Ampak dejansko te razmere, ki smo zdaj pri njih, so že zelo grozne po svoje. Prihajam po dežurni, kjer sem skrbel za te bolnike skupaj s kolegom. Načeloma je standard za intenzivno enoto, da približno za enega zdravnika pride 1,7 bolnika. Mi smo trenutno na številki, da smo 4 specialisti, ki zdravimo te bolnike, trenutno je 20 teh bolnikov. Imamo si zares še neke mlade pomoči, ampak dejansko te številke pomenijo to, da delamo bistveno več, kot smo delali kadarkoli do zdaj. Tudi naše medicinske sestre, s katerimi smo že sodelujemo zadnjih 20 let, povejo, da so še nikoli do sedaj niso imeli tako hudih obremenitev, kot jih imajo sedaj. Dejansko povejo, da one poznajo, kaj je treba za bolnike narediti, pa tega ne zmorejo že sedaj, ker dejansko je njena naloga sedaj dodatno, da izobražuje sestre, izobražuje druge, organizira službo in ne samo čuva in skrbi za te bolnike. Tako da že na tej točki so razmere zelo hude. Zakaj to govorim? Zato, ker dejansko tukaj niso samo številke, ki so pomembne, v resnici so to zgodbe. Tukaj so ljudje, ki pridejo k nam, ki so zelo bolni. Naša povprečna starost je trenutno 65 let na naši intenzivi. Razpon je od 42. leta do 85. Trenutno je 85-letni še najboljši, ki je bil včeraj, ni več na mehanski ventilaciji in bo mogoče šel ven. Dejansko te bolnike upamo in jih dejansko tudi v zadnjem času relativno uspešno zdravimo. Seveda se bo pa to nehalo, ko bojo številke višje. Mi več kot 20 bolnikov, 30 bolnikov, samo naša ekipa seveda ne zmore. Bomo dobili sicer pomoč od zunaj, ampak te ljudje niso delali s temi bolniki, ne poznajo dobro, kako je take bolnike potrebno voditi v intenzivni enoti, kako jih pripeljati od točke A, ko pride k nam, do točke B, ko gre z naše intenzivne enote že ven, potem pa naprej seveda. Tako da to hočem povedati, v resnici so razmere zelo hude. In druga stvar, ki se pojavlja v javnosti, je seveda ves ta čas nek dvom, da ta bolezen res obstaja, da so ljudje res bolni. Vam povem samo zgodbo današnje zadnje nedelje, ko sem bil dežuren. So pripeljali 58-letnega gospoda, zdravega, brez kakršnekoli bolezni, v zelo fit, nič debelega, dobenih nekih dejavnikov posebnih. Je zbolel tako kot vsi ostali, kot zdaj včeraj 840, z prehladnimi znaki, bolela ga je, imel je visoko vročino, potem je bil kar v redu in dejansko zadnjih 5 dni, preden je bil pa sprejet k nam, pa je vedno težje dihal, sam tega ni občutil. Žena ga je prigovarjala, da bi šel v bolnišnico. To je potem samo občutil noč pred sprejemom. Ko je prišel k nam, je bil praktično umirajoč. V resnici se mu je ustavilo srce. Smo takoj tudi izvajali te temeljne postopke oživljanja, smo ga rešili. S kolegi iz interne intenzivne medicine smo ustavili ta izvenpljučni obtok, da dejansko je gospod še vedno živ in malo boljši.
To je možno na tej točki bilo. Čez 14 dni, čez 3 tedne ob današnjem poraščanju to več ne bo možno. Tako da pač res apeliram na vse. Gotovo imate kakšnega sina, kakšnega prijatelja, kakšnega starša, ki je v popolni normalni življenjski kondiciji, ki je star 50 let, 60 let in verjetno si želi še živeti kar nekaj časa in dejansko takemu, tudi če se okuži, lahko to tudi omogočimo. Če bodo razmerje šle naprej, kamor gre, jo sedaj, tega več ne bomo mogli omogočati. Tako da lahko pogledate svojega 40-letnega prijatelja ali pa prijateljico, več so sicer moški, tako da žal smo malo nastradali v tej epidemiji, ne, kaj čmo. Ampak dajte pogledati ga in rečete, a želite, da se tukaj konča? Jaz mislim, da je zdaj zadnji čas, da stopimo skupaj, da pač začnemo gledati, kakšne so dejanske številke. Pogledamo, kaj je v Italiji se dogajalo spomladi, kaj se v Sloveniji dogaja zdaj in da nehamo se že pogovarjati, a je res težko imeti masko gor, a je res težko imeti nos zakrit, ko govorimo. Vam povem po resnici, ko imam gor plinsko masko in delam s temi bolniki, ko me ves čas glava boli, mi je ves čas slabo, ko me praska po nosu, pa me praska v očesu, ki imam umetnega in se ne morem popraskati. In potem, da nekdo reče, da ne more dihati, ko ima to masko gor. Vam povem že zdaj, jaz ne občutim te maske na tem času, ko imam gor. Grem domov, sem v avtu, imam masko še vedno gor, ker ne vem, da jo imam gor. Tako da ta maska po resnici niti približno ne predstavlja problema. Problem je seveda najprej klele in potem nekaj protesti, tako da pač na tej točki bom zdaj tudi nehal. Življenje je takšno, da je lepo se imamo, lahko ga uživamo, lahko v bistvu živimo polno življenje in pač dajmo to zaščititi. In tako tukaj bom tudi zdaj nehal, se pravičujem za tresavi glas, če ima kdo kakšno vprašanje, z veseljem odgovarjam. In tudi, če me kdorkoli sreča na ulici, mu tudi z veseljem povem, bom si zdaj prosil, da ima masko gor, ker smo specialisti samo 3 na našem oddelku in če bom jaz bolel, kolegici ne boste zmogli več. Hvala.